delu. Kje sem končala? Ko sem se odselila od doma, sem mislila, da se je moje življenje zdaj ustavilo in sem prestopila eno stopničko na drugo stran in bo od zdaj naprej vse drugače, vse lepše, da bom srečna, taka, kako si želim biti. Ampak stvari niso tako enostavne v življenju, a ne? Jaz sem eno lekcijo zelo dobro usvojila v svojem otroštvu. To, da se vse dogaja zaradi tega, ker jaz nisem taka, kako bi mogla biti. Vse, kar je bilo narobe, kar ni bilo tako, kot so si drugi želeli ali pa zamislili, sem jaz zelo rada sprejela krivdo na sebe in se grizla, žrla, hranila tiste občutke strahu, sramu, poraženosti, da nisem dovolj. In v bistvu na začetku niti nisem opazila, da se mi v partnerskem odnosu dogajajo čisto podobne stvari, kot so se mi doma, le na drugačen način. Jaz sem zelo rada se pretvarjala, da sem oseba, ki si jo drugi želijo ob sebi. Ampak slej ko prej se tako igranje razkrinka, ustavi. To, kar sem takrat počela, ni bilo pravično ne do mene in ne v bistvu do oseb, ki so bile okrog mene, do mojih prijateljev, do mojega takratnega partnerja. In v bistvu mi je ful žal, ker sem verjetno koga zelo prizadela takrat, ampak enostavno nisem znala drugače. Mene je ob odhodu od doma fejst hromil tudi strah za moje sorojence, kaj se z njimi doma dogaja. Ves čas sem čutila odgovornost, da moram še njih rešiti, da sem jaz zdaj rešena, da bo meni ful lepo in zdaj moram pa na vsak način rešiti še njih. Ampak v bistvu nisem vedela, da sem takrat jaz šele začela zares toniti, da bom zdaj šele videla zares sliko o sebi, kdo sem. V bistvu nisem imela pojma, kdo sem bila takrat. Nisem imela pojma, kaj si želim. Jaz sem si želela biti le sprejeta, ljubljena, želela sem si, da bi me nekdo imel rad. In v bistvu to sem tudi dobila. Nekdo me je sprejel k sebi. Družina takratnega partnerja me je vzela za svojo in to jim bom neskončno hvaležna do konca življenja, ker takrat sem v bistvu dobila priložnost, da vidim drugačen svet, da vidim, da ni potrebe po tistem stalnem nadzoru, prilagajanju, čeprav na nek način je to ostalo, ampak v drugačnem odnosu. Oni so me takrat, kolikor so zmogli, kolikor so znali, res sprejeli tako, kot sem. Ampak takrat s bivšim partnerjem v bistvu nobeden od naju ni zares znal sprejeti pa imeti rad sebe. In midva sva se v odnosu pač delala, da smo v redu in eden drugemu prizadevala bolečino, se ranila eden drugega, pa tega sploh nisva želela. Povzročala sva si bolečine, čeprav sva si želela nekaj čisto drugega. Nobeden od naju v bistvu ni znal poskrbeti za tistega malega otroka v sebi. Ni mu znal dati ljubezni. In posledično tudi drugim nisva znala dajati ljubezni. Takrat je tudi zbolela moja sestra. Imela je raka in takrat sem se pa jaz sesula. Takrat sem se pa res sesula. Ko je prišla diagnoza, v bistvu nismo vedeli, ali bo preživela ali ne bo preživela. In šele takrat sem se jaz v bistvu začela zares zavedati,
da jaz svoje sestre ne poznam. Če takrat ne bi preživela, dejansko ne bi vedela, ne katera je njena najljubša barva, ne kaj ima najrajši, ne kaj jo najbolj jezi, ne česa jo je strah, ne česa jo je sram. O svoji sestri ne bi vedela ničesar. Ok, tiste osnovne stvari že. Ampak v bistvu ona je meni šla na živce, zato ker je bila dolgo časa najmlajša in jaz sem imela občutek, da ona dobi vse, kar si zaželi. Jaz se moram pa vedno prilagajati, jaz moram vse stvari, svoje želje dati na stran, zato da ona doseže to, kar želi doseči. Ampak jaz sem se takrat, ko je zbolela, začela zavedati, da ona ni nikoli želela meni škodovati ali pa kateremu koli drugemu od bratov ali pa sester. Saj nisem imela takih občutkov samo do nje. V tem odnosu je bilo to najbolj izpostavljeno zaradi tega, ker pač je ona takrat zbolela. Do vseh bratov in sester sem na nek način čutila ljubosumje, da oni dobijo več ljubezni kot jaz. Tak je bil moj občutek. Da dobijo več materialnih stvari kot jaz. Tako sem to takrat doživljala. Ampak ugotovila sem, da so se v bistvu vsi smo se naučili samo preživeti na svoj način v tistem okolju, ki nam je bilo takrat dano. Da v bistvu vsak reagira na svoj način, na tak način, ko se mu zdi, da je najboljše za njega. In mi smo se naučili poskrbeti vsak za sebe, nismo pa se naučili držati skupaj. In takrat, ko je sestra zbolela, sem jaz prišla do teh spoznanj, da v bistvu vsi smo se želeli samo izogniti kazni, fizični, psihični kazni naših staršev. In v bistvu smo se začeli sovražiti med seboj, ker smo tekmovali, kdo bo manjkrat kaznovan. In jaz sem takrat ob njeni bolezni šele začela raziskovati, kdo sem in kaj si želim. Takrat se je moja osebna rast v resnici šele začela. Začela sem brati knjige za samopomoč, začela sem si iskati tudi pomoč psihoterapevta, oziroma me je ena prijateljica peljala potem do svojega očeta. Ogromno sem takrat brala, poslušala posnetke te pozitivne psihologije in ja, tu se je vse zares začelo spreminjati. Tu sem se zares začela zavedati situacije in začela sem se zavedati, da sem zmožna, da zmorem, da lahko stvari spremenim in da moram najprej sebi pomagati, šele potem bom lahko pomagala drugim. Več pa v naslednjem delu.